Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana. Do pred nedavnim je bila na ljubljanskem Krakovskem nasipu na ogled razstava Meja, jezik in šola, državni okviri in jezikovna politika v slovenskem šolstvu prve polovice 20. stoletja. Razstava Slovenskega šolskega muzeja, ki izpostavlja pomen slovenskega jezika v procesih izobraževanja na ozemlju današnje Slovenije, pa tudi na obrobjih slovenskega poselitvenega prostora, nam bo nekakšen povod za tokratno skupno mesečno oddajo tretjega programa Ars Radia Slovenija, slovenskega sporeda ORF v Celovcu in Radia Trst A. Burno 50-letje nenehnih premikov državnih meja in sprememb družbeno-političnih ustrojev, pa tudi mestoma zelo grobih posegov oblasti v jezikovne politike znotraj posameznih državnih tvorb, bomo poglobili s pomočjo tokratnih gostov. V ljubljanskem studiu bo pri pogovoru sodeloval znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja, dr. Robert Devetak, zaposlen tudi na Univerzi v Novi Gorici. Iz celovškega studia se bo oglašal jezikoslovec in zgodovinar dr. Teodor Domej. Tržaški sogovornik pa bo znanstveni sodelavec v znanstveno-raziskovalnem središču Slovenske akademije znanosti in umetnosti, zgodovinar dr. Aleksej Kalc, sicer zaposlen tudi na Univerzi na Primorskem. Z njim sem v tržaškem studiu tudi urednik Pavel Vovk, ki bom pogovor usklajeval. No, ob vstopu v 20. stoletje so Slovenci, razen beneških Slovencev, živeli v enotnem državnem okviru Avstro-Ogrskega cesarstva. Šolsko-izobraževalni sistem je bil sicer prav tako enoten, vendar pa so se razlike glede rabe maternega jezika pri splošnem poučevanju, zlasti v narodnostno mešanih okoljih, kljub vsemu našle. Kaj ne, začnimo kar na Goriškem, dr. Devetak. Da, zdaj ustava je predvidevala enakopravnost jezikov, tudi slovenskega, kar je veljalo tudi za šolstvo, ampak to v praksi ni bilo vedno tako, oziroma so se pojavljale razlike, in sicer predvsem na narodnostno mešanih območjih oziroma ob meji in v večjih centrih. Zdaj, če govorimo za Goriško, v Gorici, središču dežele, tam slovenski skupnosti, kljub temu, da je bila prisotna tam nekje po uradnih podatkih nekje 20% leta 1880, dobrih 35 leta 1910, skupnosti ni uspelo zagotoviti oziroma ni imela dostopa do javnega slovenskega šolstva v mestu, ker je mestna oblast, ki je bila v rokah italijanske skupnosti, se temu krčevito upirala oziroma nasprotovala. Dobro, poglejmo zdaj na Koroško. No, dr. Domej, vi ste bili koroški Slovenci še najbližje središču, to se pravi Dunaju. Kako se je pisalo takrat slovenskemu šolstvu oziroma šolstvu v slovenskem jeziku? Ja, to je zelo, kako bi rekel, komplicirano vprašanje, po drugi strani pa spet enostavno. In sicer zaradi tega, ker se je učni jezik v šolah zelo močno ravnal po moči narodno-političnega gibanja. Na Koroškem so bila izhodišča za slovensko stran težka, pravzaprav že od vsega začetka obveznega šolstva, torej že od druge polovice 18. stoletja naprej. Slovenščina je bila podrejen jezik. In glavni učni cilj osnovnega šolstva je bil tudi v slovenskem delu dežele, pravzaprav v prvi vrsti nemščina. In to se je nadaljevalo tudi v času, ko je ustava določala enakopravnost jezikov. Ampak to je bil bolj obet kot pa realnost. In določnice je prišlo pravzaprav že leta 1848, ko je stopilo vprašanje učnega jezika v, kako bi rekel, predvsej v ospredje v vseh narodno-političnih razpravah. Druga ločnica, ki je za Koroško zelo važna, je bilo leto 1869, ko je
avstrijski parlament sprejel zakon o ljudskih šolah. In od tedaj naprej je bilo pravzaprav šolstvo, učni jezik v šolstvu na ozemlju, kjer je slovenska skupnost živela, pravzaprav osrednja tema konflikta. In to se je nadaljevalo pravzaprav zelo daleč in zelo dolgo v 20. stoletje. Odločala je politična moč, moč pri volitvah, moč v gospodarstvu in tam je bila slovenska narodna skupina šibkejša v primerjavi z nemščino. Kljub temu, da je na Koroškem obstajala jezikovna meja, ki je bila do konca 19. stoletja več ali manj zelo trdna, so veljali drugi principi, ne pa materinščina otrok, ki so stopili v šolo. Doktor Kalc, kakšno je bilo pa stanje na Primorskem oziroma na Tržaškem? Tudi tu so prevladovali italijanski redentistični krogi. Kako se je slovenščina v šolstvu uveljavljala takrat? Ja, seveda to, kar sta sogovornika povedala za Goriško in za Koroško, se v mnogih vidikih ponavlja tudi v Trstu, s tem, da, kot je bilo rečeno, vsaka dežela in tudi vsako mesto, če primerjamo Gorico in Trst, so imele določene specifike. Za Trst, kot je znano, Trst je bil eno največjih mest v monarhiji, glavno pristanišče, ki je doživljalo v teku 19. stoletja en zelo močen priliv prebivalstva in pomemben delež tega priseljenega prebivalstva je bilo prebivalstvo slovenskega zaledja in zato slovenskega jezika. No in zaradi tega je po letu 1948, zlasti pa v drugi polovici 19. stoletja, slovenska organizirana skupnost oziroma bomo rekli tudi lahko rečemo politična elita stalno pozivala in se obračala na mestno oblast, ki je bila v rokah italijanskih nacionalnih socialcev, podobno kot v Gorici, da bi odprli ne samo šole, kjer bi učenci lahko imeli kot predmet slovenščino, ker nekatere šole so ta predmet tudi imele na Tržaškem, ampak da bi v mestu in ne samo v okolici odprli šole s slovenskim učnim jezikom, ker bi bil celoten pouk v slovenskem jeziku. Seveda italijanska nacionalno-liberalna elita se je temu upirala, ker je izhajala iz dejstva, da je mesto od nekdaj, tradicija mesta je italijanska, že iz rimskih časov, ker takrat se je razvila ta naracija, to povezovanje z antiko, preko antike, prek Beneške republike in vse do sodobnosti, da je Trst bil neke vrste sicer multietnično, ampak italijanizirajoče mesto. To se pravi, vse, kar je prišel v Trst, naj bi ta višja italijanska kultura, civilizacija pretopila v italijanski čut. No in zaradi tega so gledali na slovensko šolo v mestu, ne pa v okolici, torej v okoliškem delu, podeželskem delu Tržaške občine, kot niso dovoljevali tej šoli neke domovinske pravice. No in kot reakcija na to, konec 80. let 19. stoletja, ko je slovenska, recimo, narodna skupnost, če jo zajamemo v celoti, bila pa je seveda artikulirana, bodi si družbeno, bodi si kulturno in tudi politično, ampak glede na šolstvo zedinjeno delovala, obšla to oviro, torej to stalno zavračanje odpiranja slovenskih šol in odprla prvo zasebno Ciril-Metodovo šolo, ki je potem v naslednjih desetletjih se je tako močno razvila, da je ta Ciril-Metodova šola leta 1913 v novi zgradbi, ki jo je zgradila pri Svetem Jakobu, ki še danes obstaja, postala ena največjih tržaških šol in je tik pred Prvo svetovno vojno jo je obiskovalo približno 1800 učencev v 8 razredih. Problem v podeželskih šolah pa je bil te podeželske šole na Tržaškem so se začele odpirati že v konc 18. stoletja v okviru terezijanske šolske naredbe. Prva je bila škedenjska 1780, druga katedrska 1791 in potem
vse druge. Seveda v teh šolah uradno učni jezik je bil nemščina, ampak so uporabljali tudi slovenščino kot pomožni jezik, ker seveda prebivalstvo ni poznalo nemščine. Potem pa prvo polovico 19. stoletja v marsikateri šoli je bila slovenščina kot predmet in se je uporabljala slovenščina, niso pa bile šole s slovenskim učnim jezikom, ki so potem postale seveda v drugi polovici in seveda od ustavnega zakona leta 67 in potem že omenjenega šolskega zakona leta 69. No, torej ta svoboda učnega jezika in svoboda, torej svoboščine. Problem pa je bil pri tem, da te podeželske šole so bile v bistvu šole, ki so imele dosti časa šole enorazrednice ali dvorazrednice, in če se je kdo hotel potem nadaljevati šolenje, ni imel možnosti, da bi se v teh šolah nadaljeval in se je moral prepisati v mestne šole, kjer pa so bile potem 3., 4., 5. razred, vse do 8. razreda italijanske šole. In to, recimo en tak primer je bil šola v Rojanu, ker je prišlo tudi do zanimive epizode, ker so starši, ker je bilo v teh šolah toliko, mislim, v italijanski šoli, tam je bila bodisi slovenska šola, ampak za višje razrede so se prepisovali v italijansko šolo in slovenskih učencev v tej italijanski šoli je bilo toliko, da so starši izposlovali, da so vsaj verouki imeli v slovenščini. To tudi kaže, kako je mestna šola delovala hote, politično, raznarodovalno do te mase novih priseljencev, ki so se pojavljali v Trstu. Šolanje tudi v maternem jeziku se v drugi polovici 19. stoletja razširi kot pravica, kot smo slišali. Zahteva se večje število tudi učnega kadra. Učitelji so, kot vemo, v tistem obdobju uživali tudi dokajšen družbeni ugled in potreba po številno močnejšem in tudi bolj usposobljenem učnem kadru je potem seveda botrovala ustanovitvi učiteljišč. V Ljubljani, tudi v Celovcu, v Kopru, v Mariboru, kasneje v Gorici. Začnimo spet z doktorjem Devetakom. Učiteljišča so bila v bistvu en glavnih elementov šolskega zakona, ki je bil že preomenjen iz leta 1869. Gre v bistvu za temelj nekega modernega šolskega sistema, ki je dvignil število šol, kvaliteto šolstva, zelo, zelo radikalno vplival na pismenost. Recimo, če gledamo za Goriško, je bila pismenost med prebivalstvom 1880 manj kot 30%, recimo iz okolja, ker sem jaz v Posočju, je bila 14% pismenost. To se je potem dvigalo do prve svetovne vojne do 85%, tako da res ena velika sprememba. In število šol, ki se je večalo izredno, mislim, da je v obdobju med začetkom 70. let in prvo svetovno vojno je prišlo na Primorskem, oziroma v Primorju, se pravi na Goriškem, Trstu in Istri do 90% povečanja. Ponekod recimo še več, če sklepam spet recimo Srednje Posočje, ker izhajam sam, tam sta bili leta 1869 2 osnovni šoli, leta 1910 pa 22 osnovnih šol, tako da to povečanje je bilo kar veliko in pojavlja se je seveda potreba tudi po novem usposobljenem učiteljskem kadru. In če gledamo tudi recimo Primorje, se pravi spet Goriško, Trst, Istro, se je število od začetka 70. let 19. stoletja do prve svetovne vojne število učiteljskega kadra povečalo za 400%. Učiteljstvo se je izobraževalo tako moški kot ženske na učiteljiščih. V Gorici je bilo moško učiteljišče ustanovljeno leta 1870, 2 oddelka, slovensko-nemški in italijansko-nemški, ampak se je potem že po 5 letih zaprlo oziroma premaknilo, ker so bili v Primorju 3 moška učiteljišča, poleg Gorice še v Trstu in v Kopru, in sta se potem tržaško in pa goriško učiteljišče sta se zaprli oziroma tamkajšnji gojenci oziroma učenci so se potem preselili v Koper. Tam so se potem pojavljale številni spori z italijansko skupnostjo in vedno več pritiskov oziroma prošen zahtev je bilo, da bi se učiteljišče ponovno vrnilo v Gorico. Do tega potem pride leta 1909, ampak samo slovenski del in v bistvu v prostore zasebne izobraževalne inštitucije oziroma šolske družbe, šolski dom, ki je vzdrževala v bistvu zasebno slovensko šolstvo na Goriškem, predvsem v Gorici. In v bistvu s tem, ko se je preselilo učiteljišče moško v Gorico, je šlo za prvo in edino popolnoma slovensko državno srednjo šolo v imperiju, kjer je bila v bistvu nemščina potem samo
učni predmet, se pravi, ostala so bile slovensko-nemška oziroma slovensko-italijanska. In mogoče na tem mestu izpostavim še pomen ženskih učiteljišč. V Gorici se je ustanovilo leta 1875, delovala so pa potem še v Trstu, v Celovcu in v Ljubljani, mislim. In pomembno je z tega vidika, da je bila v bistvu to prva možnost za ženske, da nadaljujejo šolanje po osnovni šoli. V 19. stoletju, praktično do konca 19. stoletja ženske niso imele možnosti šolanja na gimnazijah in se je večinoma to šolanje končalo z osnovno šolo in ravno učiteljišča so v bistvu tista prva možnost, ki jim omogočajo srednje šolanje oziroma nadaljevanje šolanja in zaposlitev v šolstvu, se pravi nek poklic, neko finančno samostojnost. In ženske se v bistvu množično upisujejo, to je vidno recimo potem tudi če gledamo kader, ki je zaposlen na osnovnih šolah, recimo na Štajerskem je leta 1871 zaposlenih dobre 3% recimo učiteljic, do prve svetovne vojne se ta procent dvigne na 44%. Enako je recimo za Goriško 13%, potem skoraj 47%. S tem, da je treba tukaj morda še poudariti, da ženske niso imele enake plače kot moški, se pravi, imele so samo 80% moške plače in pa, da so bile zavezane celibatu. Se pravi, da je ženska lahko učila samo, če je bila samska. Če se je poročila, je v veliki večini primerov izgubila to službo, ker se je smatralo pač, da bo potem skrbela za družino in ne za otroke v šoli. Tako da radikalne spremembe in učiteljišča tukaj imajo res izreden pomen. Doktor Domej, kakšna je bila vloga učiteljišča v Celovcu? Tu se moram spet povrniti k tistemu zakonu leta 1969, ki je predvidel seveda tudi učiteljišča kot izobraževalno ustanovo za učitelje. To je v prvi vrsti bila seveda potem višja kvaliteta v pripravi mladih fantov in deklet na pouk, na pedagoški pouk, vendar na Koroškem je bila ta ustanova pravzaprav od vsega začetka trdnjava nemškega nacionalizma. Tam je slovenščina imela zelo obroben položaj in šele proti koncu avstro-ogrske monarhije se je nekoliko situacija izboljšala, ker so tam delovala recimo nekaj časa Josip Apih, ki je bil tudi zgodovinar, in potem še Kovačič kot učitelja za slovenščino. Vendar, kot rečeno, slovenščina je imela v celovškem učiteljišču zelo obrobno vlogo. In učitelji, ki so tam opravili torej zaključne izpite in šli na šole, na ljudske šole v slovenskem okolju, so sabo nosili predvsem misel, kako bi učence čim prej seznanili z nemščino, in zaradi tega je bil potem rezultat takšen, da smo sicer imeli skoraj že povsod ob koncu 19. stoletja urejen obvezni šolski pouk, vendar stopnja nepismenosti v slovenskem jeziku je pa bila izredno visoka. In lahko rečem, da večina otrok, ki je stopila v šolo brez znanja nemščine, tudi po zaključeni osnovnošolski izobrazbi ni znala slovensko brati in pisati. Za velik delež teh otrok je tudi veljalo, da ne razumejo in ne znajo dovolj tekoče brati in pisati, tudi ne v nemščini. Torej, to je bil pravzaprav neke vrste šibek rezultat osnovnega šolstva. In tako je ostalo za slovenske otroke še dolgo v 20. stoletju. Torej, nikoli na Koroškem nismo imeli položaja, da bi večina odraslega prebivalstva, ki je v vsakdanjem življenju govorila skoraj izključno slovensko, znanja slovenskega knjižnega jezika. To je tudi en del pravzaprav izobraževalne politike pod vplivom nemškega nacionalizma. Doktor Kalc, jaz bi zdaj obrnil stran in stopil v obdobje
po prvi svetovni vojni, to se pravi v Kraljevino Italijo. Slovensko šolstvo je bilo namreč takrat podvrženo pravcatemu prevratu. Kako pa se ti posegi oblasti odražajo na uporabi slovenskega jezika v izobraževalnem procesu? Kot je splošno znano, leto 1923 je leto, ki je zaznamovalo ne samo primorski prostor oziroma Julijsko krajino kot novo vzhodno provinco Kraljevine Italije po prvi svetovni vojni, ampak Italijo kot tako zaradi tega, ker je takrat stopila v veljavo tako imenovana Gentileva šolska reforma. No, in ta Gentileva šolska reforma je preustrojila celoten sistem izobraževanja v Italiji in je imela za območja, kot je bila Julijska krajina in druga območja, kjer so živele narodne manjšine, torej neitalijanske narodne manjšine, tudi eno zloglasno spremembo. In sicer, ker je dopuščala izobraževanje izključno v italijanskem jeziku in prepovedala vse druge učne jezike, smo takrat na tem območju, kjer je bilo več kot 500 šol, Slovenci in tudi Hrvati v Istri, zgubili v bistvu možnost, da bi se otroci izobraževali v slovenščini oziroma v hrvaščini. Ta zakon oziroma ta del zakona je stopil v veljavo postopno in sicer z letom 1923-1924 se je to začelo s prvim razredom osnovne šole in potem dokončen odprava slovenskega jezika oziroma hrvaškega jezika v Julijski krajini je prišlo s šolskim letom 27 in 28. Torej, v tem obdobju je v bistvu zginila z tega območja slovenska šola. To je ena plat. Druga plat je, da italijanska šola, medtem je stopil, torej že prej je stopil na oblast fašizem, ampak medtem je fašizem postal tudi totalitarni režim. Že od samega začetka, že pred fašizmom, je bila tendenca že liberalne Italije, da bi vse novo pridobljena ozemlja, rekli so, narodno bonificirali, to se pravi zmanjšali razmerje med italijanskim in neitalijanskim prebivalstvom, in Julijska krajina je bila zelo trd oreh tudi za to politiko, če pomislimo, da je približno 400 000 ali še več prebivalcev v tej deželi. Če vzamemo deželo, večinski delež prebivalstva, razen v mestih, je bil neitalijanskega narodnosti in jezika. No, in to je seveda pomenilo za šolske oblasti, kot sem rekel, nek trd oreh, ampak tudi za samo prebivalstvo, ker se je moralo soočati tudi v krajih, pustimo mesta kot Gorica, Trst in druga, kjer so ljudje že bili seznanjeni z italijanskim jezikom iz vsakdanje prakse. Torej, ni bil tu problem toliko jezika, je bil bolj problem te izgube neke osnovne narodne pravice. Ampak recimo na vsem podeželskem prostoru Primorske in Istre je to pomenilo, da so večina oziroma vsi otroci hodili v neko šolo, kjer niso poznali niti besede učnega jezika, in iz tega nastajajoče težave si lahko predstavljamo. Poleg tega pa je ta šola bila, kot vedno povemo, raznaradovalna, ker vsaka šola, katerakoli, tudi najbolj demokratična, je en zelo pomemben akulturacijski inštrument. Zdaj, če ta akulturacijski inštrument neka oblast zlorabi, kot se je to dogajalo pod fašizmom, zato da preko tega inštrumenta nekako raznaroduje najmlajše že od mladih nog dele določenega prebivalstva, torej neitalijanskega prebivalstva v našem primeru, se izkaže vsa dramatičnost in vse posledice, bodisi praktične v samem poznavanju slovenskega jezika, ampak tudi v samem čutenju ljudi, ker ta šola je prikazovala drugorodce, kot so jim rekli, to se pravi ne Italijane, torej prebivalce in otroke neitalijanske narodnosti, kot pripadnike neki nižji civilizaciji, ki jih je šola želela na vsak način poitalijančiti in s tem pretopiti
v to višjo italijansko civilizacijo, kar je bila seveda tudi velika čustvena travma za celotno prebivalstvo in seveda za vsakega posameznika. Doktor Domej, kako pa se slovenskemu jeziku v šolah piše v dobi prve Avstrijske republike, to se pravi po prvi svetovni vojni? Tukaj je treba najprej upozoriti na konec Avstro-Ogrske monarhije, ki je prinesel Koroški tudi obmejni konflikt, torej mejni konflikt. Za del Koroške sta se borili tako Republika Avstrija, kot pa kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Na delu Koroške, ki je bilo poseljeno slovenskim prebivalstvom, je nastopilo obdobje jugoslovanske administracije v šolstvu in v tistem času je prišlo do prve čistke v učiteljskem kadru. Jugoslovanska oblast je uvedla slovenski učni jezik, ustanovila je tudi gimnazijo v Velikovcu in prav tako učiteljišče v Velikovcu in je skušala v najkrajšem obdobju popolnoma posloveniti šolski sistem. Pri plebiscitu je potem padla odločitev v korist Avstrije in prišlo je do druge čistke med učiteljskim kadrom. Vsi učitelji ali skoraj vsi učitelji, ki so poučevali v času jugoslovanske uprave, so zapustili Koroško in na Koroškem je ostalo mogoče 3-4 učiteljev, ki so imeli pozitiven odnos do slovenščine. V vseh šolah, kjer so živeli Slovenci, so tako dobili mesto učitelja pravzaprav ljudje, ki so bili nasprotniki enakopravnosti slovenskega jezika in tudi so postali nosilci recimo pisne kulture, ljudje, ki slovenščini niso dajali nobene važnosti ali pa so ji nasprotovali. To je tako rekoč glavna značilnost slovenščine v ljudskih šolah v prvi Avstrijski republiki. Da dodam, 25. leta so se začela pogajanja o tako imenovani avtonomiji koroških Slovencev in v teh pogajanjih je stalo vprašanje učnega jezika v teh šolah glavna tematika, vendar ta pogajanja niso prinesla nobenega uspeha slovenski strani, vse je ostalo tako rekoč pri starem in imamo na Koroškem opravka s tako imenovanimi utrakvističnimi šolami, ki sicer figurirajo, da je imela slovenščina tam določen prostor, vendar je bil ta prostor zelo obroben in v vseh, kako bi rekel, višje organiziranih šolah in v mestnih šolah in v šolah v trgih slovenščine pravzaprav skoraj ni bilo. V podeželskih šolah pa je imela obrobno mesto in kot smo na začetku slišali, edina izjema je bila v glavnem verouk. Torej ta je bil v glavnem še v slovenščini do leta 1938. Potem se začne seveda obdobje nacizma, ki je slovenščino do kraja izrinilo iz ljudskih šol. No, in med drugo svetovno vojno je bila slovenščina seveda kot učni jezik domala povsod zapisana izginotju. Ohranjanje slovenščine pa je bilo seveda tudi za odporniško gibanje temeljnega pomena. No, kako se slovensko šolstvo ali slovensko izobraževanje upira raznorodovanju na Goriškem, na Primorskem in na Koroškem? Lahko začnemo pri doktorju Devetaku. Lahko mogoče na tem mestu povem še eno stvar, vezano sicer na prvo svetovno vojno. Se pravi, Italija, mislim, dobro je poznana ta raznorodovalna politika v šolstvu, ki jo Italija izvajala predvsem v času fašizma. Kolega Kalc je omenil tudi že v času liberalne Italije, se pravi po zasedbi tega območja 1918, ampak je Italija
aktivno posegla na šolstvo tudi v času Prve svetovne vojne in se pravi, ko je prišlo do vzpostavitve Soške fronte, bojev v Posočju, je na nekaterih območjih, ki jih je zasedla italijanska vojska, se pravi, govorim Zahodna Brda, Breginski kot, je vzpostavila v bistvu v nasprotju z mednarodnimi konvencijami neko obliko šolanja, poimenovano v bistvu kot vzgojevališče oziroma zabavišče, kjer so v bistvu italijanski vojaki ob pomoči nekaterih lokalnih učiteljic, ki so še tam ostale, v bistvu izvajali pouk v italijanskem jeziku za slovenske otroke. To je bilo proti v bistvu kot so neko konvencijam in so v bistvu vključili par tisoč otrok, so se soočili seveda z nasprotovanjem lokalnega prebivalstva, ampak so v bistvu poskušali z različnimi prijemi, kot so recimo obdarovanje ob božiču, delitev kosil in tako naprej, ampak so bili v bistvu pri tem relativno neuspešni, ker v bistvu slovenska skupnost je do tega pristopala zelo, zelo negativno. Ampak so se v bistvu spostavile neki nastavki, iz katerih so potem gradili to svojo politiko, raznarodovalno politiko v času potem zasedbe oziroma vojaške zasedbe, potem priključitve in času fašizma. Z doktorjem Kaljcem pa se lotiva tega delovanja večinoma ilegalnega slovenskega šolstva med drugo svetovno vojno. No, kako je kljubovalo raznarodovanju? Ja, za uvod bi prav poudaril to, da za časov fašizma so bile ukinjene šole in da ne pozabim, da velika večina tudi slovenskih in hrvaških učiteljev je bila službeno, med navednicami, premeščena v Italijo, oziroma tisti, ki te premestitve niso sprejemali, so se umaknili v takratno kraljevino Jugoslavijo, na njihova mesta pa so seveda prišli italijanski učitelji, učiteljice, ki so seveda v duhu tega novega režima vodili šole. Tudi v 20. in 30. letih se je na skritem izobraževanje v slovenščini in ohranjanje slovenščine in učenje otrok nadaljevalo. Bilo je cela vrsta ilegalnih iniciativ, ne pozabimo vloge, ki jih je imela duhovščina na tem področju, ampak tudi drugi. Na vse zadnje mnoge družine so tudi samostojno, preko literature, ki se je švercala čez mejo slovenske in tako naprej. Tako da so ljudje zelo čutili potrebo in si prizadevali zdrževati stik in ohranjati in prenašati slovenščino na svoje mlade generacije. Med drugo svetovno vojno pa je mejnik zelo pomemben, leto 1943, september 1943, torej kapitulacija Italije. Takoj po tej kapitulaciji je Narodno-osvobodilni odbor tudi izdal neko okrožnico, kjer je naročil naj se, kjer je to možno, skuša obnoviti slovensko šolstvo. In ta obnova se je potem delno samoiniciativno, delno pod vodstvom ljudske oblasti, delno so to prevzeli duhovniki ali posamezniki, delno pa so tudi za to obnovo slovenskega šolstva skrbeli domobranske strani. Tako da smo prišli do leta 1945, do osvoboditve, do konca druge svetovne vojne, z celo mrežo, seveda bolj ali manj legalnih, bolj ali manj ponekod so nemške oblasti zasedbe ne priznavale te šole, drugod so se morali te šole skrivati. Skratka, znane so, kako so leta 1944, potem 1945 razne proslave, Gregorčičevo proslavo je bila to neka skupna akcija vseh šol na Primorskem, kjer se je dalo to organizirati. Torej, tako da lahko začetke obnove slovenskega šolstva postavimo v obdobje druge svetovne vojne, vsaj ponekod od konca 1943, gotovo pa od leta 1944 dalje. Z seveda učnimi močmi, ki so bile na razpolago, večinoma so bile to nekoliko bolj izobraženi, krajevni, recimo ljudje z kraja, največ dekleta, ki so potem po končani vojni mnoga tudi se šla izobraževati na učiteljišča in mnoga izmed teh vrst so se mnoge potem izobrazile v učiteljice. Tako da to je prva začetke obnove, potem pa prava obnova, torej institucionalna in priznana javna obnova, se začne leta 1945 z zavezniško vojaško upravo, ko se spet prizna pravico slovenskemu oziroma vsem narodnim komponentam do šole v svojem maternem jeziku, in kar se tiče slovenske in tudi hrvaške šole,
se nekako določi, da se sme odpreti obnoviti te šole v vseh krajih, kjer so obstajale leta 1914. Torej, da se preskoči nekako ali pa izniči ta negativen vpliv italijanskega obdobja in se skuša graditi spet na tistih podlagah izpred Prve svetovne vojne. Ampak na kateri podlagi, učiteljski mislim, kdo je takrat potem poučeval? Torej, po Drugi svetovni vojni seveda se pojavi velik problem učiteljstva. Prvič, ker je, kot sem prej omenil, toliko učiteljev bilo razpršenih. Torej, del teh se vrne iz Italije, iz italijanskih mest oziroma krajev, kjer so poučevali, se vrnejo in se vključijo v ta ciklus, nov ciklus. Nekateri pa prihajajo iz Slovenije in mnogi izmed teh, zlasti kar se tiče potem srednjih šol in višjih šol, te šole se lahko pravzaprav ustanovijo in pri tem sodelujejo mnogi, bom rekel, politični imigranti, torej mnogi ljudje, ki so zapustili Slovenijo iz političnih razlogov, ker se niso strinjali z novim režimom ali ker so bili na protirevolucionarni strani aktivno udeleženi med Drugo svetovno vojno, to se pravi so ubežniki, no in mnogi potem se vključijo v to obnovo slovenskih šol, mislim, da na Goriškem, ampak zagotovo, ker poznam boljše Tržaško, na Tržaškem, absolutno. Tudi samo vodstvo je v rokah, recimo Srečka Barage, ki je skupaj z Alojzijem Gržiničem, imel uraden položaj v sklopu ZVU kot odgovoren za obnovo slovenskih šol. ZVU je Zavezniška vojaška uprava. Ki pa seveda ne sega na Goriško, to se pravi, da je mogoče stanje na Goriškem nekoliko drugače. Ne, Zavezniška vojaška uprava je bila do leta 1947 tudi na Goriškem, dokler se ni vzpostavila meja s pariškim mirovnim sporazumom oziroma s tem določili, na podlagi katerega se potem ustanovi še tudi svobodno tržaško ozemlje. Ampak mislim, da so bile, podobno kot je dr. Kalc izpostavil, značilnosti enake tudi na Goriškem, se pravi, ko Italija kapitulira in ko se pač italijanska vojska umakne, sicer to območje pride pod Jadransko primorje. Ja? In mislim, da Nemci celo vzpostavijo slovensko srednjo šolo v Gorici. Sam to bi mogel preveriti, to nisem ziher. Se pravi, poleg partizanskega šolstva se, kot je tudi kolega rekel, se vzpostavi tudi domobransko. Doktor Domej, prej ste povedali seveda, da je pod nacizmom slovenščina v šolah in ne samo dejansko mrknila. Kako se odvija ta jezikovni odpor med nacistično zasedbo in kako se potem mogoče slovensko ali dvojezično šolstvo potem vzpostavlja v drugi Avstrijski republiki? Do leta 1941 je bilo še nekaj zametkov rabe slovenščine v javnosti, in sicer predvsem v cerkvi in v slovenskih društvih, kolikor so še delovala, in tudi še v slovenskem tedniku, Koroškem Slovencu. 41. leta aprila, ko Nemčija napade Jugoslavijo, je konec vsega slovenskega organiziranega delovanja. In seveda je težko potem do leta 1945 sploh govoriti o kakem organiziranem prizadevanju za slovenščino v šolskih ustanovah. Tudi v partizanskih takih zametkov skoraj da na Koroškem ni. Edina šola pod navodnicami, ki bi jo lahko omenili, je nekaj časa delovala v izseljeniškem taborišču med tistimi otroki, ki so bili leta 1942 starši vred pregnani v Nemčijo. To je pa tudi že vse. Ločnica je potem konec Druge svetovne vojne, in sicer poletni meseci in jesenski meseci leta 1945, ko se nekako odpre okno možnosti in pride v okviru novih koroških oblasti v povezavi z zasedbeno oblastjo Velike Britanije do izdelave odredbe o obveznem dvojezičnem šolstvu na
točno določenem teritoriju Koroške. To je pravzaprav prvi šolski zakon oziroma šolska odredba, ki je predvidela obvezen dvojezični pouk na sklenjenem ozemlju, ki je obsegalo tudi mestne naselbine na avtohtonem naselitvenem ozemlju Slovencev na Koroškem. Torej, slovenski otroci so se na osnovi te odredbe morali učiti nemščine in tudi nemški otroci so se morali učiti slovenščine. To je pravzaprav prvi tak zakon oziroma prvi tak predpis, ki je obsegal vso šolsko populacijo določenega ozemlja, ki je bilo pravzaprav širokogrudno zamejeno. Vprašanje učiteljskega kadra je pa seveda drugo vprašanje. Bilo je med učitelji na Koroškem seveda precej takih, ki so znali od doma slovensko, ampak slovenščini niso pripisovali kakšne kulturne vrednote. Te so prevzele pravzaprav šolske oblasti 45. leta spet v službo, kljub temu, da je velika večina teh bila včlanjena v nacistično stranko, celo v vlogi lokalnih funkcionarjev nacionalsocialistične stranke, vendar ni bilo drugega kadra. Nekaj pomoči je prišlo iz Slovenije, tudi iz kroga beguncev, vendar to število ni bilo zelo visoko. Začelo se pa je novo obdobje tudi v koroškem celovškem učiteljišču in šele tedaj se je pravzaprav začela izobraževati tudi skupina koroških Slovencev, ki je imela slovenščino za kulturno in civilizacijsko vrednoto. In šele od tedaj naprej potem nastaja polagoma kader slovenskih učiteljev oziroma dvojezičnih učiteljev, moramo tako reči, ki je imel do slovenščine tudi spoštljiv odnos. To obdobje odprtosti je bilo pa razmeroma kratko, ker je že kmalu po uveljavitvi te odredbe ali po izdaji te odredbe prišlo tudi do odpora do slovenščine. Torej, marsikje so se starši upirali, so se učitelji upirali, so se upirale politične občine in tako naprej proti obveznemu dvojezičnemu pouku. To se je stopnjevalo potem še zlasti po letu 1955, ko je Avstrija postala spet neodvisna država na evropskem oziroma svetovnem zemljevidu in potem je prišlo leta 1958 leta do ukinitve tega obveznega dvojezičnega šolstva. Zavedati se moramo, da smo v obdobju, o katerem je bilo sedaj govora, pravzaprav v obdobju nacionalnih držav. Čeprav Avstro-Ogrska monarhija to ni bila, ampak na Koroškem je bil že neke vrste zametek neke nemške nacionalne države, bi se lahko tako na hitro izrazil. Po prvi svetovni vojni smo pa živeli pravzaprav v klasičnem obdobju nacionalnih držav, ko je veljalo, da je ideal ena država, en jezik. In manjšine so bile v sklopu tega obdobja pravzaprav za nekatere nevarnost, tujek, šibka in ranljiva točka in je bilo treba tako rekoč seči po vseh razpoložljivih sredstvih raznarodovanja in ponemčevanja in po italijančevanja, pa tudi slovenjenja. Mislim, vse države, ki so bile na tem teritoriju Srednje Evrope, so si prizadevale, da bi rešile pod navodnicami manjšinsko vprašanje s tem, da manjšina izgine. Jezikovna politika v slovenskem šolstvu burne prve polovice 20. stoletja, ko smo slišali zlasti na obrobih slovenskega poselitvenega prostora, to je bil srž naše novembrske razprave. Zahvaljujem se svojim trem sogovornikom in s tem tudi nekako se poslavljam od novembrske izdaje skupne mesečne oddaje tretjega programa Ars Radia Slovenija, slovenskega sporeda ORF v Celovcu in Radia Trst A.
Iz Celovskega studia se je oglašal jezikoslovec in zgodovinar dr. Teodor Domej. V Trstu mi je družbo delal znanstveni sodelavec v znanstveno-raziskovalnem središču Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Aleksej Kalc, zaposlen tudi na Univerzi na Primorskem. V ljubljanskem studiu pa je bil z nami povezan dr. Robert Devetak, znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja, zaposlen na Univerzi v Novi Gorici. Hvala lepa še enkrat vsem trem, hvala lepa za pozornost poslušalcem in poslušalkam in srečno. Oddaja o humanistiki. Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana.